Dober večer, čeprav še ni tema, ker so se dnevi podaljšali. Lep pozdrav v tej dvorani na prvi javni tribuni, prvi od 4, ki jih v letošnji pomladi organizira Zbor za republiko v sodelovanju s Združenjem za vrednote slovenske osamosvojitve. In sicer danes bomo imeli 4 uvodničarje, potem seveda tako kot vedno razprava. Je pa namenjeno, ta serija javnih tribun je namenjena vprašanju Slovenije in Evropske unije. Mi smo pred evropskimi volitvami in to je čas primeren, da razmislimo o našem položaju v Evropski uniji, o težavah, s katerimi se Evropa srečuje in pa seveda tudi s katerimi se srečuje Slovenija. Mislim, da je mnogo teh tem, ki sodijo pod sklop tega vprašanja, ampak mi se bomo omejili na posamezne najbolj ključna vprašanja. In sicer danes je podpoglavje te tematike, kam greš Slovenija? Slovenija kot evropska država. In vsi 4 se bodo vsak s svoje strani lotili tega vprašanja. Kot veste, smo na ključni problematiki migrantske krize, nove krize se najavljajo, obenem ugotavljamo, da je pravzaprav Evropa popolnoma na prepihu, vsa načela o Schengenu nekako so padla v vodo, so se izfižila tako rekoč, in pa tudi naše obrambne sile slovenske se nikakor ne morejo pobrati, ne moremo nikakor zagotoviti tistih ubogih 2% bruto družbenega proizvoda za lastno obrambo. In vprašanja bo odprl najprej prvi gospod Aleš Hojs, prav na temo našega obrambnega sistema v okviru slabega obrambnega sistema šengenske meje in pa v našem bodočem stanju v vseh kriznih situacijah, ki nas lahko zadenejo. Gospod Aleš, imate besedo. Hvala lepa. Lep dober večer z moje strani. Torej, jaz bom govoril nekaj o beli knjigi, ki jo pripravlja Ministrstvo za vrednote. Verjetno ste mnogi začudeni, tako kot so tamle bili začudeni kolegi, ko smo se malo pripravljali na tale večer in ugotovili, da pravzaprav mnogi med nami niti ne vemo, da se pripravlja bela knjiga Ministrstva za obrambo. Torej, minister Karl Erjavec je mislim, da je bil to mesec oktober ali pa november. Se ne sliši? A se ne sliši? Aha. Minister Karl Erjavec je torej sprejel sklep, navodilo, da je potrebno je bil skrajni rok že 28. februarja, torej vse je že pase, pripraviti belo knjigo slovenske obrambe. Zdaj, jaz ne bom govoril o tem, kaj vse že gospod minister v preteklosti počel in katere vse bele knjige je ustvarjal, ker mislim, da ni človeka, politika, ki bi v Sloveniji bil na toliko ministrstvih, kot je bil ravno on, tako da verjetno je kompetenten za to, da se stvari začenjajo, malo manj je po moje kompetenten za stvari, da se nekako zaključijo. Bi pa seveda rad v tej smeri povedal nekaj, kaj v Sloveniji imamo, ali je bela knjiga sploh potrebna in kaj o tem govori Evropa. Torej, najprej nekaj splošnih uvodnih besed, kaj pravzaprav bela knjiga je. Jaz sem pripravil nekaj slajdov, sicer zelo kratkih, ampak vsem mislim, da je prav, da so slajdi. Torej, bela knjiga, tako kot na obrambi, tudi sicer druge, je bil nek dokument, ki bi opredelil neke načelne usmeritve, ki bi nekako združil vse pole družbe, torej to je običajno ali pa ne bi bila knjiga, ki združi tako pozicijo, opozicijo, se pravi neko pripelje do neke nacionalne enotnosti, kaj bomo v naslednjih letih počeli. In to je knjiga, ki na nek način na vseh področjih je usmeritev za bodoče zakonodajne postopke. Iz teh knjig naj bi sledili zakoni, uredbe, normativi in vse tisto, kar v bistvu potem kasneje potrebujemo za naše
običajno življenje, torej tako mi smrtniki, kot seveda tudi tisti, ki so v nekih sistemih, kar vojska nedvomno je. Naprej prosim. Torej, mi verjetno poznamo, ali pa mnogi med nami poznate belo knjigo, ki smo jo izdali v Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve. To je bela knjiga slovenske osamosvojitve. Ta ni ena takih knjig, o kateri sem govoril prej. To je knjiga, ki pa je drugačna. To je knjiga, ki je sestavljena iz dokumentov, zapisnikov, vsega, kar se je zgodilo in dejansko govori o stvarih, ki so že mimo. Govori o dejstvih, faktih, zgodovinskih resnicah in tako naprej. Tako da ta knjiga je ena od tistih, ki se je uresničila. Torej, to je bela knjiga, ki ni za prihodnost, ampak to je bela knjiga, ki govori o tem, kaj se je v zgodovini v resnici zgodilo. Kot zanimivost naj povem, da smo to belo knjigo izdali pred, mislim, da 7 ali 8 leti, da praktično ni bilo članka, torej ne v levih medijih, ne na televiziji, kjerkoli, ki bi karkoli iz te knjige negiralo, kar pomeni, da je resnična, kajti če bi bilo karkoli to noter narobe, bi pisali že vsi, tudi na prvih straneh Zeitunga bi bili, pa v televiziji in tako naprej. Torej, to je bela knjiga dokumentov. Pokazal sem pa zato, da nekako prikažem razliko med tem, kar bom govoril kasneje. Torej, za samo predavanje, današnjo kratko predstavitev, prosim naprej, sem si sposodil tole belo knjigo, no, mimo grede, v Sloveniji je cela vrsta belih knjig, ne. Imamo belo knjigo za naše bodoče upokojence, imamo belo knjigo o šolstvu in grede, imamo belo knjigo, če se ne motim, se mogoče malo drugače imenuje, ampak bela knjiga v naši zunanji politiki, ki se malo odnosih s Hrvaško. Odnosih s Hrvaško, no, tako. Imamo pa tudi, ali pa imeli smo tudi belo knjigo o slovenskem zdravstvu. Ta bela knjiga je nastala leta 2003, tam gor imate v bistvu ključne povzetke iz te bele knjige. Torej, jaz, ko sem se, bi rekel, tole pripravljal, sem se vprašal, ali sem narobe letnico pogledal, ne. Torej, če pogledam letnico z leta 2003, je enako, kot če bi pogledal letnico 2019 in to, kar govori Levica oziroma gospod Marjan Šarec, ne. Ampak kot zanimivost naj povem, da nič od te bele knjige, ne, v 16 letih ni uresničeno, ne. Torej, zopet neka knjiga, ki je bila narejena sama zaradi sebe, zaradi nekih, bi rekel, idej, ki nikoli niso bile uresničene. No, kot najbolj zanimivo bi pa iz te bele knjige izvzel to, kar je, ali pa kar so napisali eni od avtorjev te bele knjige, to pa so bili zdravniki, zastopani v zdravniški zbornici. Oni so napisali, tam lahko preberete, katere 3 ključne stvari želijo, da se v tej beli knjigi pojavijo. In bistvo tega, kar so želeli takrat zdravniki, je to, da ni potrebno delati pompa pa cirkusa z belimi knjigami, naredimo stvar operativno, naredimo stvar tako, da bodo ljudje bolj zadovoljni, pa bolj zdravi, pa da bojo krajše čakalne dobe, pa manj govorimo, pa več naredimo. No? To je bilo sporočilo zdravniške zbornice. Zdaj, če to zadevo preslikam na belo knjigo Ministrstva za obrambo, lahko rečem, da ta zadnjo stvar, ne, predstavljajo vojaki. Torej, vojaki, generali, tisti, ki služijo, govorijo o tem, ne rabimo mi belih knjig. Vi nam zagotovite sredstva, vi nas pošljite na usposabljanje, vi uresničite, torej vi politiki uresničite tisto, kar smo obljubili, ne? Torej obljubili smo 2% GDP-ja NATO, ne? In začnimo že delati in ne filozofirati. Zato je mislim, da prav, da je ta usporednica tukaj podana. Naprej, prosim. Torej, danes lahko zaključim s to belo knjigo o zdravstvu z rekom gospoda predsednika, lahko si o njemu mislimo, kar hočemo, ne? Ampak gospod predsednik je povedal tole in to velja, če analogno povzamem stvar tudi za obrambo, tega še sicer ni povedal, bo pa povedal prej ali slej, ker konec koncev tudi predsednik prej ali slej pove to, kar je res, ne? In on je povedal, ne pacienti, ne zdravniki, nihče, ne država z zdravstvom nismo zadovoljni. To je povedal pred pol leta in to je resnica in enako parafrizirano misel ali pa stavek bi lahko povedal tudi za našo vojsko, za našo ministrstvo oziroma za to, kar se dogaja v vojaškem sistemu. Naprej, prosim. No, potem sem pa še malo pogledal, kaj pa pravi bela knjiga o prihodnosti Evrope. Torej, verjetno dokument poznate, jaz sem samo prvo stran stiskal, bela knjiga o prihodnosti Evrope iz leta 2017, avtor je seveda Evropska komisija, podpisan je predsednik, ki ima težave z Išiasom, pa vendarle je smiselno to belo knjigo
pogledati malce bolj v podrobnost. Leta 2017 in 2018, če se spomnite, je bilo kar nekaj predstavitev te bele knjige o prihodnosti Evrope, predstavljali so jo celo visoki predstavniki Evropske komisije, tudi naš človek, ki je v Evropi zadolžen za Evropo. In če iz te bele knjige izvlečem tiste stvari, ki so najbolj pomembne za naš vojaški sistem ali pa za našo bodočo varnost, bi izpostavil dve stvari. Najprej bi izpostavil dejstvo, ki govori o tem, kako se bo spreminjalo evropsko prebivalstvo. Torej, če se je Evropa v letu 1900 predstavljala 25% svetovne populacije, bo število prebivalcev Evrope v letu 2060 predstavljalo zgolj še 4% svetovne populacije. Torej to, kar nekateri že dlje časa opozarjajo in kar je seveda neposredno vezano na varnost, na obrambo, število prebivalcev se v Evropi glede na svetovno populacijo tako drastično zmanjšuje, da je to, da lahko rečemo temu samo gori nam rdeča luč. In druga stvar so izdatki, jaz vseh nisem naštel, so izdatki, ki jih za naslednja desetletja predvidevajo povečati največje svetovne vojaške velesile, od Združenih držav Amerike, Kitajske, Rusije. Torej, če pogledate, so te številke skoraj potrojene, torej 3-krat več nominalno sredstev bojo te države namenile za obrambo, kar pomeni ne samo, da se nam zmanjšuje število prebivalcev, ampak tudi v razmerju, v odnosu denarja, ki ga namenjamo za obrambo, smo daleč zadaj in še dlje tonemo v primerjavi z svetovnimi velesilami. Naprej prosim, no to pa je tisto, do česar moram biti kritičen. Do česar moram biti kritičen v beli knjigi prihodnosti Evrope, tako kot sem bil kritičen v beli knjigi za belo knjigo o zdravstvu, pa je to, da smo v tej beli knjigi dobili 4 scenarije. 4 scenarije smo dobili, torej, oziroma 5. Kaj nam je za narediti? Evropa je rekla, imamo 5 možnosti, a ne? Vseh teh 5 možnosti je pogojevala s tem, da ostanemo skupaj. Torej, takrat se je že vedelo, da Velika Britanija odhaja. Torej, pogoj katerega koli od teh scenarijev je ta, da ostanemo skupaj. In v zaključnih mislih te bele knjige je bilo napisano, da bo en ali drug scenarij, tisti, o katerem se bomo pogovarjali, izbran ali pa sprejet vsaj do evropskih volitev 2019, torej do letošnjega leta, zato da bomo vedeli sploh, v katero smer in kam jet, ne. No, nič se ni zgodilo, ne. Torej, razen te bele knjige, pa od tega, da se 4 leta ali pa 3 leta pogovarjamo o Brexitu, pa o tem, ali je treba gospoda Viktorja iz Fidesa oziroma iz EPP-ja izključiti, je Evropa naredila tukaj tudi precej, bi rekel, črn madež. Torej, na področju bodi si evropske vojske, bodi si zavarovanja meja Evrope, bodi si tega, da se bomo zmenili, kako bomo našo zunanjo politiko peljali drugače, kot jo zdaj peljamo, nažalost, ne v enem, ne v drugem, ne v 5. scenariju ni bilo na tem področju narejeno nič. Naprej, prosim. Torej, ena od predpogojev, ki jih je nekako bilo v postopku priprave bele knjige mišljeno narediti, je bilo seveda sprejetje resolucije o nacionalni varnosti. Sem že malo dolg, bom pohitil. V nacionalne varnosti. Torej, gospod državni sekretar Klemen Grošelj je v svoji, to je mimogrede človek, ki je zdaj kandidat na listi LMŠ za evropske volitve, torej očitno niti toliko časa nimajo, da bi kaj storili, bi že radi šli na drugo funkcijo, je v svojem javnem nastopu povedal, da sicer je obstoječa resolucija o nacionalni varnosti dobra, torej imamo dobro resolucijo, ampak potrebno je nekaj izboljšav. Ok, to jaz razumem, pač želimo vsi zmeraj bolje in tako naprej. Zato imamo danes na spletnih straneh, lahko pogledate na Ministrstvu za obrambo, javno obravnavo resolucije o nacionalni varnosti, kjer so vnešene neke nove grožnje, kot recimo kibernetske grožnje ali pa hibridne grožnje ali pa, bi rekel, problematika migrantov. Ko zanimivost naj povem iz te resolucije, pa nimam nič proti, da se sprejme, da ne bo narobe mišljeno, ampak v oči pa mi je padlo to, da je treba pri migrantski problematiki,
to je bila naloga, ki so jo imeli pripravljalci, posebej izpostaviti tudi pozitivne strani migracij. Torej, mi sicer pogovarjamo o grožnjah, ki so danes strani migracij, ampak v resoluciji je potrebno izpostaviti tudi pozitivne stvari. No, in ta resolucija ne bi bila uvod ali pa ne bi bila pogoj za pripravo bele knjige Ministrstva za obrambo. Naprej, prosim. Zdaj, če mi ničesar ne... No, še to, bela knjiga naj bi se pripravila za obdobje tam do leta 2030. Človek se zmeri vpraša, ko se kaj novega pripravlja, ja, a pa zdaj nimamo dokumentov, ki veljavno opredeljujejo razvoj Slovenske vojske, ali pa nimamo dokumentov, ki bi zagotovili Slovenski vojski, da lahko operativno deluje, ali pa mogoče nimamo dokumentov, ki bi dala državnemu zboru podlago, da lahko sprejema proračune take, kot se jih vojska želi. Ne? In tukaj so navedeni 3 dokumenti, torej pripravljamo belo knjigo Ministrstva za obrambo, ob tem, da imamo 3 ključne dokumente, torej 3 ključne dokumente, ki so v veljavi, ki jih še ni razveljavil in ki se ne izvajajo. Torej imamo resolucijo, srednjeročno resolucijo, imamo resolucijo o strateški rezervi, imamo, tako kot sem napisal, srednjeročni obrambni program, a žal nič od tega se ne izvaja. Jaz se sprašujem, ali res rabimo belo knjigo. Naprej, prosim. Tole so pa številke s črnim napisane, ki opredeljujejo, kaj po obstoječih resolucijah, obstoječih zakonskih podlagah lahko v vojski imamo. Torej, kot vidite, je predvideno, da imamo lahko nekaj čez 8000 vojakov, kot vidite, imamo lahko 2000 pogodbenih rezervistov, se pravi, govorimo o prostovoljni pogodbeni rezervi, in kot vidite, to smo pa sprejeli v času mandata druge Janševe vlade leta 2012, imamo lahko tudi tako imenovano strateško rezervo do 25 000 pripadnikov. Na desni strani imate številke, torej, kot da bi se nekdo hecal. Kot da bi se nekdo hecal s tem, kaj lahko imamo, kaj imamo in sprejemamo belo knjigo. No in tisto, kar je najbolj pomembno, 0,98 ali pa morda v zadnji spremembi proračuna tudi 1,02, ampak pogledajte se, to je konec koncev čisto vseeno, ne, a je 0,98, a je 1,02. In da ne bo pomote, jaz sem govoril z generali, Ministrstvo za obrambo v letošnjem letu dobiva, mislim, da 40 milijonov evrov nominalno več denarja, od teh 40 milijonov evrov več denarja gre 30 milijonov za plače. 30 milijonov. Pa ne zaradi tega, ker bi vojska, bi rekel, bila bolje plačana, ampak zaradi tega, ker so povišali minimalno plačo, ker so povišali plače v določenih plačilnih razredih javne uprave. Kot veste, je vojska v sistemu javne uprave oziroma plačilnega sistema javne uprave in vse to generira v to, da sam sistem ali pa samo ministrstvo za tisto, kar bi bilo potrebno, ne bo dobilo praktično nič. Naprej, prosim. Tole pa je razdelitev, ki jo nekako priporoča Zveza NATO in ki je uveljavljena v vseh resnih državah in nekako opredeljuje razmerje finančnega budžeta v okviru izdatkov za obrambo med tem, koliko gre za plače, koliko gre za usposabljanje in koliko gre za investicije oziroma nove nabave. Nekako priporočene vrednosti so 50, 30, 20, torej 50 za plače, 30 za usposabljanje in bi rekel vaje in pa 20% za nove nabave. Zraven imate številke, kakšni so te odstotki pri nas, ne? Torej zopet popolna katastrofa, mi se približujemo 80% našega budžeta gre za plače, ne? Ob tem, da so plače vojakov slabe, ne? Da ne bo pomote, ne? Ob tem, da so plače vojakov slabe. Jaz ne vidim drugega razloga, da je temu tako, ker s tem bom tudi potem na koncu končal, da se sistematično pod vsemi levimi vladami slovenski vojaški obrambni sistem uničuje, lahko da podzavestno, namerno, ampak jaz o tem nisem prepričan, jaz mislim, da del politike to počne sila zavestno. Naprej. Še zanimivost, kar se tiče kadra, naredil sem grafe, tako da boste videli, torej modro
prihodi, oranžno, tle sicer oranžno, sem mislil, da bo rdeča, pa sem slabo zbral barvo, rdeča odhodi, torej v zadnjih 3 letih imamo popoln minus, torej na leto odide približno iz Slovenske vojske, približno 100 vojakov več, kot se v vojsko vključi in trendi tudi v letošnjem letu niso nič drugačni. Res je, da je nekako neko tako statistično nihanje prihodov in odhodov vezano tudi na samo gospodarsko rast, pa na to, da vojaki v dobrih letih odhajajo zaradi tega, ker dobijo boljšo plačo pri kakšnem obrtniku ali pa pri kakšni firmi, ne, pa da se takrat, ko je stvar malo slabše, zopet vračajo v vojaški sistem, ampak to ni posledica tega, ne, ampak to je posledica tega, da v bistvu smo status vojaka in vse, kar je z njim povezano, spravili na tako nizek nivo, da danes to ni več vrednota, ampak je v bistvu služenje v javni upravi, tako kot če bi bil uslužbenec na okencu v, ne vem, upravni enoti. Naprej. Tole je misel, ali pa, kako čem reči, zaključek, ki nam bo pokazal o tistem, kar sem govoril prej. Torej, bele knjige naj bi bile nek povzetek, nek konsens, neka nacionalna enotnost, ki bi usmerjala odločevalce v tistih sistemih, kjer je to nujno potrebno. In leta 1994 je Kohl v koaliciji z rumenimi, torej takrat je bila črno-rumena koalicija, mislim, da so rumeni, to bo doktor Dimitrij več vedel, liberalci, mislim, da so bili rumeni, torej v koaliciji z črno-rumenimi sprejel belo knjigo za nemško vojsko. Sprejel je belo knjigo o popolnem konsenzu levega pola. Torej tudi socialisti rdeči so bili za sprejem take bele knjige in ta bela knjiga, po tej beli knjigi se je desetletje ravnalo v Nemčiji za razvoj njihove vojske. Torej gre za resno stvar, gre za to, da morajo biti vsi vključeni in tega jaz v pripravi bele knjige Ministrstva za obrambo ne čutim, ne vem, konec koncev nihče iz opozicije v to pripravo ni bil vključen. Javnost o tem pravzaprav ne ve nič, ne? In na koncu bomo spet dobili dokument zaradi dokumenta, ne zaradi tega, da bi se stvar premikala. In čisto na koncu, moje mnenje je, da take bele knjige ne potrebujemo, moje mnenje je celo bolj rigorozno. Jaz pravim, da to belo knjigo pripravljajo zato, da bodo napram naših zaveznikov imeli ponoven izgovor, zakaj ne namenjamo dovolj denarja za Slovensko vojsko in da bo vsak vrh NATO ali pa vsak naslednji vrh, kamor hodi minister, pa tudi zunanji minister, lahko našim zaveznikom povedal, bomo, samo še tole belo knjigo sprejemo, pa bo. Ampak tako, kot se že desetletja dogaja, jaz v to ne verjamem, zato mislim, da je sprejem take bele knjige, ki bo zopet mrtva črka na papirju, nepotreben, da ne govorim o tem, da v same vsebine niti ne poznamo in da jo bomo lahko ocenjevali šele potem, ko jo bomo videli. Hvala lepa. Hvala gospodu Hojsu. Moram ga pa upravičiti, ker odpotuje in zaradi tega je tudi prosil, da prvi poda svoje mnenje. No, gremo naprej. Dr. Rončević nas bo upeljal v problem, ki izvira iz celote slovenske problematike, namreč o inovaciji. Brez inovacije, brez inovativnosti, torej bomo na repu evropskih držav, piše njegov naslov. Dobro prisluhnite, ker boste na koncu dobili povezavo s to problematiko, ki jo bo on podal. Prosim. Slišimo? Spoštovani, hvala za besedo. Moram priznati, ko sem videl seznam povabljenih govorcev, mi je bilo kar toplo pri srcu, da lahko problematiko inovativnosti predstavim pravzaprav v tako odlični druščini dveh nekdanjih državotvornih ministrov, pa še nekdanjega predsednika Državnega zbora. Jaz mislim, da to celotnemu temu procesu te javne razprave daje še neko, bom rekel, dodatno težo. Predvsem pa sem vesel, da bo toliko ljudi lahko
oziroma da je prišlo poslušati te nastope, med drugim tudi tega o inovativnosti, o čemer se pravzaprav v slovenskem javnem prostoru kar premalo govori. Tako. Jaz bom predstavil nekaj osnovnih, bom rekel, izsledkov na čim manj dolgočasno akademski, pa upam, da čim bolj poljuden način, se pravi izsledkov našega Jean Monnet centra odličnosti, ki se mu reče tehnologije in inovacije v regionalnem razvoju. Ta svoj kratek nastop bom nekako utemeljil na 3 empiričnih podlagah. Jaz rad govorim na osnovi nekako podatkov, čeprav vas ne bom s konkretnimi podatki danes dolgočasil. Prva empirična podlaga je povezava razvojne uspešnosti in inovativnosti. S tem smo se kar intenzivno v zadnjih letih ukvarjali, pri čemer bi želel posebej poudariti, da razvojne uspešnosti ne pojmujemo tako zelo enostavno ali pa banalno, kot je rast BDP-ja, od katerega populacija lahko nekaj ima ali pa tudi nekaj nima, ampak pri tem izhajamo iz opredelitve Michaela Porterja, ki nekako uspešen razvoj pojmuje kot nekako zdržno napredovanje poslovnega okolja, ki gre v tej smeri, da nekako podpira čedalje bolj sofisticirane oblike tekmovanja. Se pravi, da ne uvažamo samo poceni in neizobražene delovne sile, ki dela enostavna opravila, da naša konkurenčnost ali pa gospodarska rast ne temelji samo na investicijah v osnovno infrastrukturo, ampak da pravzaprav temelji na inovativnih izdelkih z visoko dodano vrednostjo in do takih izdelkov seveda ne moramo prijeti kar v vsakem okolju. Taki izdelki, taki produkti, visoka dodana vrednost se lahko dogaja samo v zelo, zelo posebnih okoljih in zato je pravzaprav tako malo držav na tem svetu visoko razvitih. Mi živimo v Evropi, ki je nekako zelo razvit kontinent, ampak takih držav, ki so visoko razvite in po naših podatkih Slovenija ne sodi med njih, je na svetu pravzaprav zelo malo. To je taka elitna druščina. Ko smo te podatke zbrali skupaj, smo seveda ugotovili tisto, kar je nekako skoraj samoumevno, je pa res, da nas včasih realnost preseneti in seveda, da je inovativnost nujni in zadostni pogoj razvojne uspešnosti. Oziroma, če lahko prevedem nekako v bolj tak enostaven jezik, če ne bomo inovativni, ne bomo bolj živeli. Nikoli. Lahko delamo z davki, kar želimo, lahko delamo z okoljem, kar želimo. Če ne bomo inovativni, ne bomo bolj živeli in ne bomo imeli denarja za nič drugega. Druga empirična podlaga bo primerjava med letoma 2015 in 2000. Torej, ukvarjali smo s tem, ali so se slovenske razvojne performance, razvojna uspešnost med letom 2000 in 2015 kaj spremenila, izboljšala, poslabšala in tako naprej. In tukaj je zanimivo to, ugotovitev, da pravzaprav ni nekih zelo velikih pretresov bilo v tem obdobju. Tudi za Slovenijo ne. Kljub temu, da smo imeli vmes hudo krizo, ki nas je kar močno prizadela v tej državi, kljub temu, da so se v številnih državah Evropske unije dogajale zelo problematične zadeve, je stanje ostalo več ali manj nespremenjeno v absolutnem in v relativnem smislu. Kasneje bom prišel, in to bo tista moja ključna ugotovitev, zakaj je temu tako. Mimogrede, če bi šli pogledati podatke malce v droboj, bi celo ugotovili, da se je stanje v Sloveniji, relativno gledano, celo nekaj malega izboljšalo. Pa bom poznej povedal, zakaj prihaja do tega presenetljivega, izplena. Ampak druga stvar, ki je precej bolj pomembna. Pomislite, 15 let pa ni prišlo kljub veliki krizi, pretresom in tako naprej do velikih sprememb. Kar pomeni, da do takih sprememb ne prihaja zelo kmalu, zelo hitro. Kar pomeni, če že delamo stvari, je treba stvari delati dobro in predvsem dolgo časa. Čarobnih paličic in uspehov čez noč na tem področju preprosto ni. Irska, recimo, ki je spektakularna zgodba o uspehu v Evropski uniji bila,
tam so se stvari začele dogajati konc 70-ih, začetek 80-ih let, pa so resne rezultate dosegli v razvojnem smislu šele po letu 2000, oziroma dosegli resen nivo, to hočem povedati. Leta 1999 so recimo prvič v zgodovini po GDP-ju presegli Veliko Britanijo, ki sem bil ravno takrat gor, gostujoči študenti so to zelo s ponosom povedali. Letos smo Britance prvič prehiteli, ampak da so to dosegli, so morali zelo dolgo in zelo dobro in zelo ciljeno delati. Tretja empirična podlaga je povezava inovativnosti in nekaterih ključnih dejavnikov oziroma s tem pravim socialnih silnic. In tukaj smo gledali 3 socialne silnice. Institucije, omrežja in pa kognitivni okviri. Da zelo pojasnim, institucije bom povedal samo kot primer, da vas prihranim muke akademskih definicij. Recimo sodišča ali pa zakonodaja, ki ščiti lastninsko pravico in s tem spodbuja ljudi k podjetnemu ravnanju. V tem smislu si lahko predstavljate, se spomnimo Vika in Krika, ob idejah o celo nacionalizaciji in to podjetij, ki so zrastla iz nivoja garažnih podjetij, se pravi po zadnjih volitvah, se pravi ta nadkoalicijska stranka je imela nekatere take ideje v obtoku. Problem iztožbe terjatev na sodišči, ki trajajo po 5 ali 10 let, ki lahko uničijo podjetja, ki za voljo tega samo omejujejo sklepanje poslov pa ekonomske aktivnosti na podjetja, pač katerim zaupaš, kar je grozljivo in tako naprej. Omrežja, se pravi povezovanje podjetij nekako v inovativne verige vrednosti in pa kognitivni okviri, se pravi vrednote, ki nas spodbujajo v podjetnost, v preračunano tveganje in tako naprej. In mi smo gledali, kako ti 3 dejavniki vplivajo na inovativnost. Lahko bi rekli, ja, ugotovili smo, da to vse 3 dejavniki vplivajo na inovativnost. Ni tako enostavno. Ko smo države razdelili na vzhodno in na zahodno Evropo, smo ugotovili, ja, v zahodni Evropi, v zahodnoevropski družbi, gospodarstvih pridemo do tega, da ti 3 dejavniki vplivajo na inovativnost. V vzhodni Evropi pa ne. Zanimivo, ni povezave. Ti 3 dejavniki niso nujni zadostni pogoj inovativnih družb. Pa sem se malce počohal po glavi, pa sem pol zadevo pogledal še iz drugega zornega kota, kar v tem tipu analize, kad sem ga upravljal, lahko delal. Se pravi, da sem pogledal, kako odsotnost teh dejavnikov vpliva na odsotnost inovativnosti. Tukaj je bila pa čudovita in krasna in močna povezava. Na vzhodu Evrope, ne na zahodu. Ravno obratno kot pa v zahodni Evropi. Kar nas lahko navede na en tak zelo zanimiv sklep oziroma ugotovitev, da pravzaprav politika, ki se želi ukvarjati za spodbujanjem inovativnosti v vzhodni Evropi, za spodbujanje teh dejavnikov zelo težko, sploh na kratek rok, kot smo rekli, kaj koristnega naredi. Lahko pa zlahka za uničevanjem teh dejavnikov uniči inovativnost. Se pravi, uničuje tisto, kar naredijo druge skupine inovativnih ljudi, podjetnikov in tako naprej. In to je bil za nas ključni izplen te analize. Zdaj, kakšne so implikacije teh naših študij? Prva implikacija je, da se na to državo, če to preselimo v slovensko okolje, pravzaprav ne gre zanesti. In tisti, ki se na to državo ta hip ne zanese, mu pravzaprav kar dobro gre. Imamo ogromno empiričnih podatkov, ki gredo, bom rekel, v tej smeri. Če pogledamo recimo, kakšna velikanska razlika je med podjetji, ki so v državni lasti in med zasebnimi podjetji. Pa se zasebna podjetja, zelo pomemben delež, v tej državi čudovito poslujejo, so izvozniki. Če tudi smo slišali, da so Ahilova tetiva našega gospodarstva, pustimo to, ampak hočem reči, sploh naša podjetja niso slaba, naša podjetja so dobra, to družbo držijo. Po drugi strani, če pogledamo bilance, dolgoročno poslovanje, trende poslovanja podjetij v državni lasti, vidimo, da gre tako z njimi. Samo pomislite, v medijih ste, tudi če ne greste bilanc, pejte samo medije pogledati, za koliko denarja bi lahko pred 5 leti dobili za nekatere izmed velikih podjetij, koliko pa danes. Vse to je najboljši kazalnik. Tukaj gre za stotine milijonov, v nekaterih primerih šlo tudi za razliko v milijardo ali pa več, recimo pri kakšnem Telekomu. Vrednosti na vrhuncu pa sedaj. Tako da ja.
In lejte, tisti, ki se ne zanesejo na državo, dobro delajo. Če gledamo na področje inovativnosti, vlaganje v raziskave in razvoj, jaz nekaj let tem nisem spremljal in potem sem šel spet pogledati statistike in se šokiran bil, ko sem ugotovil, da smo Slovenci, ne vem, če veste, ampak Slovenci smo po vlaganju v raziskave in razvoj skoraj da pri vrhu evropskih držav Evropske unije. Ampak zakaj? Zaradi tega, ker v raziskave in razvoj vlagajo zasebna podjetja. Država vlaga toliko, kot je veliko vedno vlagala, približno 0,8% BDP. Včasih so podjetja, kako? No, pa vmes se je zmanjšalo, ampak to moj argument pravzaprav še ukrepi. Včasih je bil razmerje pol-pol, država 0,8, podjetja 0,8, skupaj 1,6. Danes je Slovenija, mislim, da na 2,3-2,4 odstotkih. Se pravi, vso to razliko vlagajo podjetja in zato vemo, zakaj podjetjem v Sloveniji dobro gre, zasebnim podjetjem v pretežni meri, ali pa tistim, tudi če so javna podjetja, na katera država manj vpliva. Tudi kakšno tako na srečo obstaja. In zaradi tega en tak sklep, recimo, pred kratkim smo zvedeli, minister s ponosom oznanil, da bo Slovenija iz proračuna prvič v zgodovini 200 milijonov evrov namenila za področje znanosti. Jaz seveda kot človek iz znanosti sem lahko česa takega seveda samo vesel. Ampak po drugi strani pa nisem zasledil nobene novice, da bodo oblikovali kakšne nove instrumente, ki bodo spodbujali sodelovanje recimo z malimi in srednjimi podjetji ali pa ki bodo financirali raziskave v teh podjetjih in tako naprej. Največji program Evropske unije, Obzorje 2020, pa tam gre ogromno denarja, tam podjetja za potrebe svojega novinarja zelo veliko sredstva dobijo. Imajo posebne instrumente za mala srednja podjetja in tako naprej, ker so zelo kompetitivni, ni tako lahko do tistih sredstev priti. Moraš biti res dober, da prideš do tega. Tako da ja. In druga implikacija pomembna torej je, malce sem o tem že govoril, da očitno je, da v Sloveniji imamo, in to je razlog za optimizem vseeno, kljub vsemu, da so tisti inovativni zelo odporni na vse hudo, kar jim nekako pride nasproti. Prej sem govoril o zasebnih teh podjetjih, ki so vrhunski izvozniki in tako naprej. Za mnogo podjetja niti ne vemo. Jaz včasih pa moji Dolenjski se v nedeljo sosedem pa malo vozim, pa se spomnim, kako je bilo to pred 20-25 leti, pa to je danes. Ali so kot gobe zrastle po slovenskem podeželju, majhni pa srednji veliki obrati, ki pa so hkrati preveliki ali pa delajo ne samo za slovenski trg, ampak delajo za mednarodni trg in sem samo vesel tega, ne. Ampak veste, tudi na drugih področjih se to dogaja, recimo te male zasebne inštitucije v znanosti, v visokem šolstvu, tam se tudi zelo zanimive stvari dogajajo. Vsi se spomnimo tega primera Noč, ki je izgubil sicer na UKC-ju, to ni zasebna inštitucija, ne. Vemo, da v tistem primeru je šlo pravzaprav za discipliniranje neubogljivega in neupogljivega človeka, ne. A veste, pred tem se je zgodil primer Tomšič, ki je na enak način izgubil, Matevž Tomšič, izgubil programsko skupino, kljub temu, da jo je izvajal, mislim, ne vem, 8 let ali še več, kljub temu, da je vsako leto bilo ocenjeno odlično, jo je kar naenkrat izgubil in so rekli, ta raziskovalni program je zastavljen tako, da ga ni možno izvajati. Kako da smo ga lahko 8 let odlično izvajali? Ampak mi smo bili odporni, trmasti in smo pravzaprav v dobrem letu tiste sredstva, ki smo jih izgubili, pripeljali iz evropskih virov 2-krat toliko. Ali pa primer Rončević. Jaz v življenju nisem dobil projekta na Agenciji za raziskave Republike Slovenije. V življenju ga nisem dobil. Nikoli. Enega samega. V zadnjih 2 letih pa pol sem z mojo ekipo, ki jo pač vodim, pripeljal 2,5 milijona evrov iz evropskih sredstev. V življenju pa nisem dobil enega projekta na ARRS. To ponovno poudarjam. Se pravi, za slovensko konkurenco nisem dovolj dober in potem grem pač mora tekmovati na evropskem nivoju, tam pa sem dosti dober. Ne jaz, naša ekipa. Sklep. Vprašanje, kam greš Slovenija? Mimogrede Medklic pred 10 leti, približno smo z Janezom Šušteršičem pa še z 2 soavtorjema objavili tekst sicer z latinskim nazivom Quo Vadis Slovenija in takrat podatki, ki so bili takrat na razpolago, kot tudi danes, sem pravzaprav zmerno optimističen. Z nekim dodatkom, bom rekel. Se pravi, za Slovenijo me na dolgi rok ne skrbi tako zelo. Ne? Sicer
bomo šli, če se bo tako nadaljevalo, kar po nekaj stranpoteh. Te stranpoti nas bodo kar nekaj stale. Tisti ljudje, ki so neubogljivi in neupogljivi, bo imeli nekaj več dela, kar pa tudi morda ni tako, bom rekel, slabo, ampak Slovenija se bo razvijala naprej, če tudi podoptimalno. Ampak nekaj treba pa poudariti. Razvijala se bo ne zaradi ugodnih okoliščin, ki jih dela vlada, ampak kljub temu. To je pa velikanska razlika. Ne? Zdaj, seveda pa sta dve predpostavki za odsotnost te skrbi, da me ne bo kdo čez 3, 4, 5 let za jezik vlekel. Prva predpostavka je, seveda, da ne bomo dejansko prišli do kakšne oblastne norije, ki bi šla v ekstreme, ki je vredna kakšnih zgodovinskih knjig, kot so se nakazali s tistimi idejami, ki so seveda hitro jih v tej okoliščinah so se izkazale za neracionalne, kot nacionalizacija dejansko čist zasebnih podjetij, kot smo že v preteklosti imeli pred desetletji. To je seveda strašno pogoj, ali pa take norije v smeri, kot smo jih videli, ne vem, v Venezueli, v Zimbabveju in tako naprej, kjer družbo oblast sesuje. To je prvi predpogoj. Drugi predpogoj pa je pravzaprav, da obstanemo na evropski poti. To pa moramo ostati na evropski poti, to je pomembno pač tako za tisti podjetniški segment inovativnosti, ker glejte, mi moramo imeti dostop na mednarodne trge, do trgov, na katerih pač nam ne zaračunavajo našim izdelkom carine. Mi smo preprosto premajhen trg, da bi lahko naša podjetja preživela. Se upravičujem, ker govorim banalne stvari, ampak mislim, da jih je treba poudariti ob naraščajočem evroskepticizmu. Kljub temu poudarjam, ne smemo pa reči, da pa Evropska unija ni vredna kritike, ampak ne, moramo ostati na evropski poti. Kar se tiče pa teh ostalih vidikov, recimo temu sektorju inovativnosti, recimo, ne vem, znanost, visokošolska sfera in tako naprej. Mi jih pa sploh rabimo. Mi brez Evropske unije ne bi mogli pravzaprav preživeti. In na koncu bom tako rekel, namreč iz tam dobimo resurse za delovanje, drugače bi se morali izseliti. Jaz, če ne bi pripeljal sredstev iz Evropske unije, bi zdaj živel nekje v tujini. Tej selitvi v tujino sem se uprl na ta način. Jaz v Sloveniji živim zato lahko, ker dobim denar izven Slovenije, če smem poenostaviti. Tako da to je to. Bom tako rekel, se tudi Evropska unija nam nič slabega v osnovi ne dela. Če pomislimo Evropa 2020, to je za moje delo recimo ključen evropski strateški dokument. Osnova premisa tega dokumenta je, da želi Evropska unija imeti pametno, trajnostno in vključujočo rast. A je v tem kaj slabega? V obdobju do 2030, sicer za zamudo, kot je gospod Hojs povedal, ne, ampak se že oblikujejo vsaj osnovni strateški aspekti, kljub temu, jaz mislim, da od leta 2019 bi mogli imeti dokument sprejet. Kaj bo po 2020? Ga ni, ampak ok, imamo osnovne strateške poudarke. Kakšna bo Evropa 2030? Pametna, zelena oziroma nizkoogljična, bila bo povezana, v tem delu smislu, v digitalnem smislu, pa v smislu prometne infrastrukture, ne? Bo socialna v smislu, da bomo imeli kakovostne storitve, se pravi izobraževalne, zdravstvene in tako naprej, in bo blizu državljanom. Pustimo zdaj, ali se bo to doseglo, na kakšen način, ampak a je v tem kaj slabega, kar sem povedal, kar si Evropa želi? Nič. In tudi že v preteklosti nam je koristila. Širša javnost se s tem tako ne ukvarja, ampak recimo strategija pametne specializacije. Prva verzija strategije pametne specializacije, ki je slovenska vlada poslala v Bruselj, je bila namenjena temu, da se še enkrat financira tiste privilegirane, ki so bili financirali v prejšnji finančni perspektivi. To so poslali v Bruselj so to pogledali in so rekli ne. Celo osrednji mediji so dokaj iskreno poročali, za mene šokantno, da je bil jezik Evropske komisije pravzaprav precej nediplomatski. Verjetno so se kar dosti razjezili v Bruslju, ker so videli, kaj smo naredili. In ok, v naslednjem poskusu so naredili zadevo v redu. Ampak je treba poudariti, zaradi tega so vsi razpisi v Sloveniji iz kohezije, to je pa denar, ki gre tudi za občine, tudi za podjetja in tako naprej, so zamujali, mislim, da za približno leto in pol. Se pravi, takrat ni bilo denarja za te namene, zdaj pa, če se smem pošaliti, ga je pa preveč, ker ga moramo pač zapraviti v tem kratkem obdobju. Se pravičujem, če sem bil predolg, pa hvala lepa še enkrat za besedo.
Hvala dr. Rončeviću. Sedaj bi pa kar predal besedo gospodu Janezu Podobniku, da nam oriše, kaj pravzaprav naj počno stranke, zakaj se gremo politiko in kako naj bi to, da se gremo politiko, bilo videti. Hvala lepa. Hvala, France, za besedo. Tudi jaz se prijetno počutim v tej družbi. Najprej bi rad povedal, da je naslov tega kratkega prispevka zelo ambiciozen. Če bi ga hotel celovito obdelati, bi potreboval več časa in prostora. Kaj me je spodbudilo, da sem ga na povabilo dr. Cukjatija sam predlagal? Najprej to, ker se mi zdi, da se v Sloveniji v javnih debatah premalo govori o političnih strankah, o vodenju, o programih, o novih političnih metodah, nazadnje tudi o odprtosti, notranji dinamiki, tako kadrovski kot splošni klimi odnosov, ki naj bi v posamezni politični stranki vladali. Oziroma, da morajo politične stranke stalno in sistematično bedeti nad novimi pristopi, torej, da bi bile tudi inovativne v tem, če sem malo aktualen. Drugi argument je bil tak, ker so pred nami volitve v Evropski parlament, ki jih praviloma zaznamuje nizka volilna udeležba, nižja kot na lokalnih ali pa na parlamentarnih volitvah. So pa izziv tudi za tako evropske stranke, v katerih potem poslanci, ki so izvoljeni v nacionalnih državah, delujejo. Z tega vidika nekoliko bolje poznam Evropsko ljudsko stranko. In tudi tretji razlog me je k temu navedel, ker se nekako nadaljuje proces nezaupanja in nezadovoljstva z delovanjem političnih strank. Pa bi poskušal na to temo poiskati kakšen odgovor, kako se s tem soočiti, torej z nezaupanjem in nezadovoljstvom. Bi pa že vodoma poudaril, da nisem pristaš vsesplošnega negativnega, zgolj kritičnega, celo privočljivo aferaškega pogleda na politične stranke. Tudi z slovenskega ali pa tudi evropskega vidika. Moje izkušnje so konkretne, več kot 20 let sem jih pridobival, ko sem bil zelo aktivno vključen v slovenski strankarski utrip. V eni od slovenskih političnih strank, v Slovenski ljudski stranki, sem upravljal številne odgovorne funkcije. Na evropski ravni pa sem bil opazovalec in kratek čas tudi poslanec v Evropskem parlamentu. Sem tudi glasoval takrat s polnim pooblastilom za vstop Slovenije v Evropsko unijo. V zadnjih letih pa sem mednarodni tajnik stranke. Glede vprašanja samih konceptov političnih strank oziroma razvoja le-teh če rečemo od začetka 19. stoletja, z tega vidika so politične stranke tvorba modernih časov, se seveda ukvarjajo različne vede od politologije, politične filozofije, antropologije, tudi sociologije ali pa prava. Ni moj namen tak. Moj namen je ta, da sem se omejil na čas modernega demokratičnega strankarskega življenja na Slovenskem, torej po letu 1988, ko je takrat nastala najprej Slovenska kmečka zveza in je vstopila v slovenski prostor kot prvi demokratični politični subjekt, nato pa ostale stranke od SDZ-ja, Dimitrij predsednik oziroma aktiven, SDSS, krščanski demokrati, liberalna stranka, Zeleni Sloveniji in tako naprej. Res pa je, ko smo rekli, da nezaupanje, nezadovoljstvo z političnimi strankami ostaja. In prav iz tega dejstva se praviloma motivirajo nastanki novih političnih strank. Tu bi lahko odprl neko nenavadno dejstvo. Poglejte, na pomladni politični strani so kar 3 stranke, ki so v zadnjem obdobju praznovali 30 let življenja. SLS, SDS in v okviru 30-letnice pojava slovenske krščanske demokracije tudi Nova Slovenija. Na prostoru slovenske levo in levo-liberalne opcije pa vznikajo nove in nove stranke, ki so praviloma vedno znova tudi vladne stranke. Torej vprašanje, ali se politično splača stati in obstati, biti ponosen na svoje korenine in začetke v slovenski demokratični in osamosvojitveni zgodbi, ali pa vedno znova ustvarjati nove, praviloma enomandatne politične stranke. Vprašanje je torej, zakaj se volivci tako hitro naveličajo v navednicah starejših, izkušenih političnih strank, vedno znova pa se navdušujejo nad novimi obrazi. Vprašanje, ki ga postavljam je, kako naj torej politična stranka, ki deluje odgovorno, ki je programsko živa, ki se trudi, da je notranje demokratična in inkluzivna, kako naj odgovori na to rahljanje vezi med volivci in njo, med volivci in klasično politično stranko? Kaj je narobe z njo? Kje se bo morala spremeniti?
ali bo morala zamenjati koncept in metode svojega političnega delovanja. Tu dodajam, da zgolj uporaba novih socialnih omrežij in drugih orodij digitalizacije ne razumem kot menjavo koncepta v delovanju, pač pa zgolj kot nujno potrebno prilagajanje na nove oblike političnega delovanja. Zanima me torej nekaj več. Politično stranko ne vidim kot zgolj tehnično orodje, kot platformo, preko katere se na volitvah ali evropskih ali pa lokalnih ali pa državnih odločilno vpliva na oblikovanje in izvrševanje oblasti. Pač pa vidim politično stranko preko vseh njenih podsistemov kot kreativno orodje, s toliko platformo, ki na nove načine išče neposredno, zaupanja vredno, stalno komunikacijo z ljudmi. To ni lahko, to je moja izkušnja, to ni lahko. Še posebej zaradi medijske negativne podobe življenja in dela političnih strank, ki stalno kreira nova in nova nezaupanja. Tukaj izhajajo potem upori do etabliranih političnih strank in politike kot take. To velja za slovensko in evropsko politično sceno. Kot primer pozitivni, ki me je presenetil, bi navedel, da sem mislim, da prejšnji teden v enem od komentarjev dolgoletnega dopisnika Trošta, ki se je iz Bruslja vrnil v Ljubljano, zasledil stavek, ki ga redko vidim v slovenskih medijih, prominentnih medijih, da je namreč Evropska ljudska stranka daleč najbolj organizirana evropska politična stranka v Bruslju. To je čista resnica in slovenski javni politični prostor tega preprosto ne ve, saj je dobesedno bombardiran bil zgolj zgodbo Orbana, Junckerja in podobno. Sedaj bi rad izpeljal mojo osnovno tezo, da kredibilnost politične stranke, še posebej to velja za dolgoletne politične stranke, stoji in pade v njenem odnosu do ljudstva, do ljudi. Gre za to, da ljudstvo združuje soglasje o zakonih in skupni koristi. Kot je to že Cicero poimenoval consensus juris, soglasje o zakonih. V tem se mi kaže bistvo politike. Politika je vzpostavitev zakonov, ki omogočajo skupno življenje. Torej, če bi z enim stavkom to prenesel na slovenski politični prostor. Slovenska politika je še vedno ujetnica tranzicijskega modela oziroma iskanje delitvenega konsenza. Toda za zdrav, notranje povezan razvoj pa Slovenija potrebuje drugačen konsens. Consensus juris, soglasje o zakonih, o javnem dobrem, ki bodo ljudem vrnili zaupanje v politiko. In od tu naprej se bo marsikaj spremenilo in to na bolje. Še par vprašanj se dotaknem. Prosim, da me opozoriš, France, ko grem čez. Pri tej tematiki bi odprl 3 podvprašanja. Kako vzgajati mlado in mlajšo ali pa kako jih spodbujati generacijo slovenskih politikov, da bodo zavestno, iz prepričanja, da je drobitev političnega prostora, če bi se osredotočil na ta naš konzervativno osamosvojitveni politični prostor, neoptimalna politična drža. Da bo torej njihova politična agenda odprta in spodbujevalna do združevanja oziroma različnih oblik sodelovanja. Tu sem zelo konkreten, mene je zelo pozitivno zmotivirala odločitev v tem tednu CDU in CSU, da bosta skupaj nastopili na letošnjih evropskih volitvah. To je ob dejstvu, da sta še pred letom in pol, 2 leti nazaj imela neverjetne tenzije, samo na pogledu migrantskega vprašanja zame izrazito motivirajoča in spodbudna informacija, ki bi lahko, bi rekel, inspirirala tudi nekatere odločitve v slovenskem političnem prostoru, glede skupnih nastopih, še je čas za to, slovenskih političnih strank na evropskih volitvah. Drugo vprašanje, kako današnji Slovenec ali Evropejec doživlja politične stranke? Za Evropo žal velja, da se zaradi percepcije političnih strank, ki se kaže v nezaupanju do njih, in zato nastanka populističnih gibanj, populističnih ne mislim nič slabega. Ali pa ne samo slabo, torej tudi nekaj normalnega, pred klasičnega volivca postavlja vprašanje, ali bo še zvest in lojalen do njegove dolgoletne politične vezave na eno od močnih strank, ali pa bo zaupal len tem novim strankam. Kajti potrebno je poudariti, da so lahko razlogi za nastanek teh tako imenovanih nacionalno-populističnih gibanj zelo realni
Imajo podlago lahko v socialnem položaju ljudi, naprimer stanje po finančni krizi leta 2008-2009, ki je zelo prizadel srednji sloj in še dodatno oslabševal njihov položaj v družbah. Tudi manjša rodnost lahko izvira iz teh situacij. Ali pa v njihovi identitetni ogroženosti, naprimer vprašanje migracij. Ljudje so zaskrbljeni za svojo in za prihodnost svojih otrok, ljudje se bojijo starosti zaradi grozečih pokojninskih reform. Zato je moje prepričanje, je nujno, da se etablirane, izkušene, lahko rečemo zgodovinske stranke, poglobljeno in brez kalkuliranja programsko in politično soočajo s ključnimi poudarki, ki jih v ospredje upravičeno postavljajo ta omenjena populistično in tudi nacionalno-populistična gibanja in stranke. Samo na ta način bodo lahko ponovno nagovarjale svoje stare volivce in pridobivale nove volivce. Res pa je, da to zahteva poglobljen, celovit, v primeru Evrope tudi evropsko usklajevan pristop. Še tematika, ki je vezana na Evropski parlament in evropske politične stranke, to v ospredje postavlja tudi tako imenovane evropske politične stranke, celo transnacionalne politične stranke. Kakšna je njihova vloga? Zanimiva tematika. Vidno je, da je trenutna struktura in organiziranost, tukaj imam gradivo Evropski ljudski stranki, zelo prilagojena delovanju ključnih evropskih institucij, naprimer Evropskemu parlamentu in komisije. Tukaj bi lahko omenil tudi model špicen kandidata, ki v delovanje Evropske komisije in Evropskega parlamenta pravzaprav predstavlja neko novost. Manj je znano, da v Evropskem parlamentu nimamo klasične opozicije. Res pa je, da je prav zavzemanje Evropske ljudske stranke, da za nekim kandidatom, ki mu reče vodilni kandidat, nagovarja volivke in volivce po celi Evropi in da je to potem tudi zaveza za predstavnike držav, da iz stranke, kjer je le-ta prisoten, da ga predlagajo za predsednika Evropske komisije, da se predvsem socialisti, pa tudi ALDE, torej liberalci, temu izogibajo. Samo še vprašanje transnacionalnih strank. Trenutno evropski model volitev v Evropski parlament te možnosti ne promovira, torej ni ugoden. Imamo znano rešitev Varoufakisove DM25. Kot zanimivost, tudi on se je odločil, da ne bo kandidiral v Grčiji, ampak kar na listi te stranke, ki bo vložena, mislim, da v Nemčiji. Zaključil bi s tremi poudarki. Prvi, politične stranke morajo bedeti nad svojimi programskimi, organizacijskimi, kadrovskimi in drugimi podsistemi. Biti morajo žive in demokratične navznoter in navzven. Drugič, politična stranka in članstvo v njej ni priložnost, da si boš s tem pomagal pridobiti delovno mesto zase oziroma družinske člane ali pa si urejeval še druge položaje v življenju. Stranke, ki so se vele v te vzorce, so žrtve neuspele tranzicije in tudi zato ostajajo brez novih mladih volivcev, ker so zdvomili v tak koncept. In tretjič, zaupanja vredno politično stranko gradi njena zavezanost, da podpira zakone, ki omogočajo skupno življenje, ki so torej sposobne in zavezane k soglasju o zakonih v družbi. Hvala. Hvala gospodu Podobniku. Sedaj pa kar nadaljujemo, dr. Dimitrij. Izvolite, imate besedo o izključevalnosti. Ste že kaj slišali o tem? Vse pri nas pa ni izključevalnosti. Izvoli. Hvala. Hvala, France. Se slišimo? Nisem prepričan. Se slišimo? Aha, dobro. Meni so predpisali, o čem moram govoriti. In sicer so mi dali naslov, je Slovenija res obsojena na vse globljo izključevalnost. Dovolite mi, da začnem nekoliko bolj nasplošno. Danes smo v začetku poslušali o vojski in vojakih.
Jaz bi pa rad začel ne toliko z vojaki, ampak z vojno. Glejte, vojna, tudi vojaki seveda, predstavljajo obdobje in osebje izključevanja. Po vojni pridejo mir in pridejo diplomati, ki predstavljajo osebje in obdobje vključevanja. Upam, da se navzoči diplomati strinjajo z mano, da so diplomati za mir. To velja na primer za NATO in za Evropsko unijo, ki sta po koncu druge svetovne vojne leta 1951, spomnite se, to je Evropska skupnost za premog in jeklo, spodbudila, namreč NATO in Evropska unija, spodbudila spravo med Nemčijo in Francijo. Po koncu hladne vojne, 50 let pozneje, pa sta spodbudila spravo med zahodno in vzhodno Evropo. Med hladno vojno je bilo vključevanje omejeno na zahodno Evropo, v območju za železno zaveso, od Ščečina do Trsta, kot je rekel Winston Churchill, torej tudi v Jugoslaviji, pa je bilo vključevanje, kot bi rekel John Le Carré, tisti znameniti pisec kriminalk, na hladnem. Vključevanje pri nas je bilo na hladnem. To stran železne zavese je bilo v navadi izključevanje. V Sloveniji je izključevanje trajalo tja do leta 1987. Mimogrede, takrat so naju z Nikom Grafenauerjem odstavili kot urednika Nove revije, ali pa recimo je trajalo do leta 1988, ko so zaprli četverico Janša, Bortner, Tasić, Zavrl. Sledilo je obdobje vključevanja. Začelo se je v kulturi, nadaljevalo se je z Majniško deklaracijo, katere 30. obletnico bomo praznovali skoraj čez nekaj tednov, in s padcem Berlinskega zidu leta 1989, z Demosom in jugoslovansko krizo, navsezadnje pa leta 1992 z vključitvijo Slovenije v mednarodno skupnost. Doba vključevanja je bila relativno dolga, končala pa se je s članstvom Slovenije v Evropski uniji in NATO, natančneje s predsedovanjem Evropski uniji leta 2008, in jaz mislim, da si boljšega vključevanja pravzaprav ni mogoče predstavljati. Nova doba izključevanja pa se je začela po koncu predsedovanja leta 2009 in še traja. Nasledniki že nekoč propadle izključevalne politike, mislim tu na Zvezo komunistov, ki se je potem imenovala Stranka demokratične prenove, Združena lista, socialni demokrati. Torej, nasledniki te izključevalne politike so leta 2008 Slovenijo, nekateri se boste tega spomnili, dobesedno prebarvali v rdeče s predvolilnimi plakati. In zdaj bom rekel en stavek, ki se mi zdi bistven za to, kar imam povedati, in bistveno sporočilo tega mojega prispevka. Namesto konca hladne vojne so začeli propagirati začetek hladne vojne. Izključevanje je druga beseda za selekcijo oziroma diskriminacijo, da bom pa govoril zelo nasplošno. Izključevanje je lahko naravno in bolj ali manj samodejno, povezano z dostopnostjo oziroma pomanjkanjem ugodnih naravnih in življenjskih pogojev. Izbiramo, kar je varno, kar je koristno, kar je primerno ali ustrezno, izključujemo pa tisto, kar je odveč, neprimerno, nevarno in tako naprej. Recimo, dam tak trapast, preprost primer, da gre za varno vožnjo, recimo, da gre za plovbo, za umik pred neurjem, za nakupovanje v samopostrežbi, za izbiranje hrane iz jedilnega lista in tako naprej. Lahko pa gre tudi, na primer v primeru migrantov in migracij, za
kot se reče, za bolj zelene pašnike, za boljše življenje, za vključitev v boljšo družbo, za premoženje, za družbeni ugled, prestiž. O izbiranju in izključevanju odločajo bodisi občutek, torej instinkt, premislek in tehtanje različnih možnosti, pa tudi seveda nestrpnost, pa tudi maščevalnost, pa tudi hudobija, samovšečnost, predsodki, politični interesi. Moderne in demokratične družbe izbiranje in izključevanje urejajo po načelu enakopravnosti, predvsem pa glede na merljive dosežke. O tem je, nekateri se boste tega spominjali, v dialogu z novinarko nacionalke, ljubljanske televizije, Špelo Kožar, decembra 2018 govoril Jordan Peterson. Nekateri se boste spomnili tega njegovega nastopa. Novinarki, ki je zagovarjala enake plače za ženske in moške profesore, jaz o tem ne bi govoril, sicer se s tem strinjam, da je to v redu, je odgovoril, da je ne glede na spol treba upoštevati akademske dosežke, kot sta uspešno delo s študenti in število objavljenih člankov. Glejte, v jugoslovanskih socialističnih časih je seveda tudi na akademskem področju prevladovala ideološka selekcija, torej diskriminacija na podlagi, kot so takrat rekli, družbeno-politične primernosti oziroma arbitrarnih odločitev partijskih in udbovskih funkcionarjev. Ta selekcija je praviloma izbirala tiste, ki so slabo predavali in ki niso objavljali člankov. Izključevanje na umetniškem področju, kot je tudi splošno znano, se imenuje cenzura, na političnem področju se imenuje čistka ali lustracija. V zvezi z lustracijo bi rad povedal to, da se je Demos takrat, ko je imel možnosti za to, odločil proti lustraciji, se pa je izpostavil lustraciji s strani opozicije, seveda. In se mu je to dogajalo in se še dogaja tudi danes. Komunisti so se uradno bojevali zoper razredno diskriminacijo. Spomnite se Gilasove knjige Novi razred. Gilas je razložil, da so komunisti ustanovili novi razred. Medtem ko to on zelo natančno razlaga, v demokratičnih družbah je ravno obratno, družbeni razredi ustanavljajo svoje stranke. Pri nas je stranka ustanovila družbeni razred. Komunisti so v resnici preganjali člane vseh razredov, ki jih niso sami ustanovili. V tej zvezi je zanimivo, da so se, spomnite se, neuvrščenosti bojevali zoper rasno in narodnostno izključevanje, za diskriminacijo v tretjem svetu. Največji diskriminatorji in izključevalci so se borili zoper izključevanje, ampak ne pri sebi, seveda. Izključevanje ni bilo značilno le za odnos jugoslovanskih oblasti do državljanov, temveč tudi za državo samo. Jugoslavija je po drugi svetovni vojni doživljala dolgo obdobje, to treba priznati, dolgo obdobje izključevanja. Najprej so jo izključili Sovjeti, nato še Američani, da je kot edina evropska država pristala v gibanju neuvrščenih, ki jih, to rečem z določenim tveganjem, da mi bo kdo to zameril, namreč neuvrščenih nista družili neuvrščenost in nevtralnost, ampak vojaški udari, revolucionarna gibanja in simpatije do Sovjetske zveze. Po koncu hladne vojne, po razpadu Jugoslavije in Sovjetske zveze, je povsod v Evropi prevladalo razpoloženje vključevanja. Vrednotna podlaga nove Evropske unije in novega NATO je bila sprava med vzhodno in zahodno Evropo, torej vključitev nekdanjih socialističnih držav v zahodne povezave. Zanimivost evropskega vključevanja je načelo, zapisano v mnogih pogodbah, evropskih pogodbah, načelo enotnosti v različnosti oziroma raznolikosti. Kot je razvidno iz Brexita
iz tega, kar se dogaja med Evropsko unijo in Veliko Britanijo. Kot je razvidno iz kritik Poljske in Madžarske, vsi vemo, o čem govorim, sta pravzaprav izključitev iz Evropske unije in celo izstop iz Evropske unije zelo težavni in tako rekoč nemogoči. Do neke mere sta si evropska in slovenska kadrovska politika, tu bom rahlo oddaljen od tega, kar je moj predgovornik povedal. Evropska in slovenska kadrovska politika sta si podobni. Kandidate za najpomembnejše položaje izbirajo v strankarskih kadrovskih komisijah. Za evropske položaje običajno ne tekmujejo prvovrstni, ampak bolj ali manj drugovrstni politiki, kajti prvovrstni politiki vedo, da je državna oblast pomembnejša od evropske in zato ostajajo v svojih prestolnicah, v oddaljeni Bruselj pa pošiljajo namestnike, tudi tekmece. Med Evropsko unijo in Slovenijo je razlika v tem, da slovenske strankarske komisije v skladu z ideološkimi predsodki, s prijateljskimi ali sorodniškimi povezavami odločajo torej ne samo o najvišjih funkcionarjih, ampak tudi o sodnikih, o tako imenovanem srednjem kadru, naprimer o direktorjih državnih ali javnih podjetij, o članih upravnih in nadzornih odborov in o vseh bolj ali manj donosnih službah. V Bruslju in v mnogih evropskih državah za takšne službe objavljajo razpise, tako imenovane konkurze, ki so pogosto zelo zahtevni. Med kandidati za evropske službe so zato bolj mikavni položaji, s katerimi razpolagajo države članice, ki že spet izbirajo po strankarskih, to se pravi prijateljskih, sorodniških in prej omenjenih merilih. Današnja politika, torej ne le v Sloveniji, temelji na medijskih sporočilih. To ni nič novega, seveda. Bom pa poskušal vendarle nekaj dodati k temu, kar že vemo. V demokratičnih državah imajo za medijska sporočila oziroma za medije posebne zakone, ki pri državnih oziroma javnih medijih predpisujejo enakopravno oziroma sorazmerno zastopanje različnih političnih stališč, kar je urejeno tudi s pretehtanim izbiranjem urednikov in direktorjev. Med zasebnimi medijskimi hišami potekajo konkurenčni boji, seveda, ki so izenačeni približno enako, kot so izenačene stranke oziroma korporacije. Tako praktično nobena stran ni brez medijskega zastopstva, posebej natančno pa je to odmerjeno pri državnih medijskih hišah. Državne medijske hiše. V Sloveniji se zadnja leta, po zadnjih volitvah pa še posebej intenzivno, uveljavljajo uredništva, oddaje, uredniki in voditelji, ki so povsem pristranski. Levičarske stranke so v prednosti že dolga leta, v zadnjem času pa na nacionalni televiziji prevladujejo oddaje, na katere so abonirani priznani predstavniki oziroma predstavnice, še bolj res, levičarskih strank. Po svojem okusu ne vabijo samo gostov, ampak postavljajo stalna pogovorna omizja. To je neka inovacija, po mojem, letošnjega leta. Stalna pogovorna omizja, kjer prevladujejo člani levosredinskih strank in ustanov, ki so bile ustanovljene naprej upisane pristranske načine. Nedavno tega sem gledal neko tako oddajo, ki je vodila Mojca Pašek Šetinc, in se samo čudil, kako je mogoče, da šef nacionalke, jaz upam, da je kolega Kos prisluhnil temu, ker je s tem zelo povezan, namreč neodgovoren, ampak povezan. Tam so bili trije, bi rekel, patentirani levičari in en sam, bom rekel, predstavnik, kaj ne rečem, razumne miselnosti. Ne tako zelo levičarske. Ta nesorazmerja so seveda nekaj, kar so splošni publiki evidentno, pa bom rekel, kot je rekel Pučnik, pa nikome ništa.
No, središče in vozlišče dogajanja takšnega, kot sem ga prej opisal, so seveda stranke, ki imajo različna imena, vendar so si med seboj podobne. In tu bom zdaj malce konkurenčen do svojega predgovornika. Imajo različna imena, vendar so si med seboj podobne in igrajo z volivci nekakšno zagonetno igro vključevanja in izključevanja. Nekoč smo res da manj številno družbo takšnih strank imenovali stranka samoupravnega socializma. Pred osamosvojitvijo pa je na podlagi zgodovinske dolomitske izjave iz leta 1943 različne levičarske skupine predstavljala Socialistična zveza delovnega ljudstva. Volivci lahko ugibajo, kdo vodi določeno stranko iz ozadja, vendar jim vse do razpleta, ki spominja na nekoliko razvlečeno detektivko, ni jasno, da so nekatere stranke povezane in praktično nerazdružljive. Njihova politika se je z vso razločnostjo pokazala na lanskih volitvah, saj so vse po vrsti izjavljale, da je izključeno edino le sodelovanje s Slovensko demokratsko stranko, ki jo vodi Janez Janša. In zdaj zadnji stavek oziroma 2. V nekdanji Jugoslaviji so strankarski pluralizem nadomestili z nacionalnim oziroma republiškim pluralizmom. V samostojni Sloveniji smo nacionalni pluralizem nadomestili s strankarskim pluralizmom. Danes se strankarski pluralizem spreminja, kot bi to leta 1983 rekla Čavoški in Koštunica, spreminja nazaj v strankarski monizem. Monizem to pomeni edinost, edinstvenost. To sicer še ni diktatura, saj oblast dopušča opozicijo, vendar je ne upošteva. Odgovor, kam gre Slovenija, je nikamor.